Ja, če ne so koneficki gor, ne? Ja. Ne, res lepo. Jaz sem mislila, da je to riflenka, je pa le zapat. Sem mislila, da je kolaž. Le disk smerjen, pa je že sutenila. Kolaž 14, kolaž je to. Platno in čopiči, barve, paleta, poteze izurjene roke. Trenutek ujeta zaživi podoba, iztrgana času, vpeta v okvir večnosti. Darilo slikarke vsem, ki znamo videti. Darilo slikarke Ide Rebula vsem, ki znamo videti, in darilo pesnice Bine Žmavc vsem, ki znamo prisluhniti. Za tihe sanjavce, sanj odjemalce, luna posaja vrtnice sanj. Žametno rdeče z malce srebrne in take, ki mehko sedajo v dlan. Bele in drobne, za sanje čarobne, ki se kot snežec na vekah topi. Rožnato rdeče kot ustnice sreče, ki se v najslajši poljub raztopi. Vrtnice plave v rokah daljave, ki se odprejo v sanjsko perut in kakor ptice sanjavo hitijo, sinkasto sanjske planjave preplut.
darilo slikarke nam in generacijam, ki prihajajo za nami, saj ohranja minljive trenutke sedanjosti za prihodnost. Trenutke, ki se nikoli ne ponovijo, kot pravi v svoji pesmi z naslovom Slikarjeva pesem tudi Tone Kuntner. Danes bi moral naslikati zarjo in oblake rdeče in ptice pod nebom, kajti jutri bo drug dan, popolnoma drug. Danes bi moral naslikati cvetje v livadi in žito v polju in brajde zoreče, kajti drugič bo druga pomlad in drugo poletje in druga jesen. Danes bi moral naslikati dekleta v tej pomladi, može v tem poletju, starce v tej jeseni, kajti drugič bodo drugi ljudje in drug svet. No, ker imamo tukaj zadnji same rožice, je tudi današnja tematika glasbenih točk rožice. Prva je bila, kje so tiste rožice, druga je bila venite rožice moje, no tretja bo pa cvetje v jeseni, tako da imamo v bistvu en šopek cvetja. večer, dragi obiskovalci. Prva beseda je seveda zahvala nastopajočim v kulturnem programu in gospa Janka Jerman in gospoda Urbanija. Hvala lepa, ker ste se udeležili in v bistvu začeli tale naš kulturni februar. Danes smo se zbrali zato, da odpremo razstavo domžalske ustvarjalke Ide Rebula. Ona spada med tiste likovne ustvarjalce, ki so v bistvu se izobraževali, pa se še danes in ustvarjajo iz ljubiteljskih pobud. In ona je tudi tista, ki je že 40 let prisotna v likovnem prostoru Domžal in tudi širše. In zanje je tudi značilno to, da je še danes v mnogih likovnih društvih in seveda ne pozabimo tudi na društvo Lobodovo, Petra Lobode, se pravičujem, večkrat imam treme. Namreč
Bila je 40 let od samega začetka aktivna članica, tajnica tega društva in tudi organizatorka, pa ne samo ona, tudi ostali v tem društvu. Danes društvo nekako sameva, čeprav še nekatere ustvarjalke še vztrajajo, tako da si želimo, da to še naprej, vsaj še 10 let ali pa več se nadaljuje. Da se pa zdaj vrnem k Idi Rebuli, sama jo spremljam njeno slikarsko pot 10-15 let in ena od priložnosti je bila tudi ta, da sem pred leti bila povabljena, da kaj več povem o njeni razstavi v Sežani in sem zelo vesela, da zdaj po dolgem času, kar nekaj let je minilo, odkar ima samostojna likovna razstava tu v Domžalah. In tudi vesela sem, da se je odzvala mojemu povabilu. In tako smo pripravili kot neko mini retrospektivo njenih slik, čeprav vse vidite, prostor je majhen, tako da upam, da nam je uspelo v teh slikah saj nekako povzeti, prikazati od njenih začetkov do njenih zadnjih del. Seveda pa je očitno, da se posveča naravi, motivno izhaja z nje, pa ne bo to domače okolje, naprimer sprehodi po Volčjem potoku, ali pa celo njen vrt, pa potem seveda vse to Haloz, to Krasa, to Ljubljane. Vse posod je že bila in s svojimi barvami, svojimi kompozicijami jih je ujela takšne pač, kakršne so bili takrat ali pa so danes. In v marsičem so se v tem času te podobe spremenile, ampak po drugi strani je pa zelo dobrodošlo, da jih je ujela v takšni obliki, kot so, in da smo lahko tudi priča teh, ki jih opazujemo še danes. Naprimer, zanimivo je tudi to, da je že od samega začetka sodeluje v extemporu oziroma likovnih srečanjih Podoba Ljubljane, tako da, če se ne motim, povedala mi je, da je bila skoraj na vseh, da 2-3 je mogoče manjkala, tako da zato pa tudi imate veliko teh sprehodov po Ljubljani. V sami razstavi torej smo se posvetili, kot sem že povedala, krajini, čeprav ona tudi ustvarja figuro, tihožitja, njen motivni svet je res širok, ampak pač, ker smo bili s prostorom omejeni, smo se odločili takole. In kar je zanjo značilno, je predvsem njena poteza, njeni masivni nanosi barve. Zadnje čase uporablja predvsem lopatko, slikarsko, kar ji omogoča še bolj masivne nanose. In tudi podlaga se je spremenila. Juta je tista, ki da še bolj robusten, če lahko tako rečem, robusten raster. In predvsem to njej ustreza zaradi samega impulzivnega nanašanja barve. V zadnjih delih pa predvsem lahko razberemo še bolj abstraktno, če lahko tako rečem, abstraktno raziskovanje slike in sicer zelo ekspresivni nanosi in tudi podobe abstrahira, tako da res imamo tukaj eno tako mešanico od samih začetkov pa vse do danes in lahko spremljate njen razvoj poteze. Zanimivo pa je, da na začetku je bil njen slog precej realističen, temen in z leti se je razbremenil, občuteno obarval, tehnično izpilil in predvsem sprostil v svoji izraznosti. In tako smo priča njeni tipični Idini sliki. Vsakdo jo že najbrž spremlja že več kot jaz sama, tako da ste najbrž že opazili, da Ida slika pač na svoj način in tukaj smo tudi priča temu. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na izobraževanje v tem smislu, da sicer je samorastnica, ampak pobude različnih mentorjev, akademskih slikarjev so tudi jo izoblikovali. Naj omenim nekatere: Daniel Fugger, Janez Zalaznik,
Tone Rački, Štefka Cobel, Jože Fortin in seveda še drugi. Zagotovo pa lahko spremljamo na različnih likovnih kolonijah, na različnih likovnih srečanjih, tako da vsekakor jo pozna vsa Slovenija, ne samo Domžale. Nekako bi tako zdaj sklenila mojo predstavitev idejnega slikarstva. Kot sem že omenila, sem zelo vesela, da se je udeležila in da je zbrala pogum, da se vam zdaj predstavi v tej obliki. Tako da, gospa Ida, pridite bližje, da čestitam za razstavo. Čujem, da sem nepripravljena, ampak Ida, prosim, še malo. Če je gospod Urbanija cel šopek pesmic zaigral, je tukaj še en šopek za spomin na Menačankovo domačijo, pa da se morda v prihodnje spet kaj srečamo, pa pripravimo kakšno jubilejno zadevo. Hvala lepa. Zahvala seveda tudi gospodoma, pa ne pozabimo, če gremo po vrsti, gospod Janko Jermen, tukaj eno cvetje zate. Seveda nismo pozabili tudi na vas, vsekakor ta uradni del se zdaj zaključuje, ampak večer še ni končan. Vabim vas, da se udeležite zgoraj na podstrešju, imamo pogostitev in ob tej priliki se zahvali tudi vsem sodelujočim pri tej pogostitvi. Namreč imamo kar veliko domačega peciva, tako da mislim, da se ta večer bo še lepo nadaljeval. Pa seveda moram tudi omeniti, da je vinska klet Vidmar Domžale donirala vino. Tako, vabim vas, da se še naprej v tem kulturnem februarju udeležujete dogodkov. Namreč Kulturni dom Franca Derika Domžale je pripravil kar nekaj dogodkov in sicer v sami Menačankovi domačiji, govorim o 8. februarju, sredo, v nedeljo. V Menačankovi domačiji ob 5. popoldne vabljeni bova skupaj z Ido Rebulo predstavili tole razstavo, pa ne samo to, tudi malo iz njenega ustvarjalnega življenja. Drugače pa so Menačankova domačija, Slanikarski muzej in galerija Domžale odprti od 10. do 12. dopoldne in od 5. do 7. popoldne v nedeljo 8. februarja. In od tukaj potem nadaljujemo kulturno pot v Slanikarski muzej, kjer je stalna razstava, ogled stalne razstave, in zaključimo v galeriji Domžale z koncertom jazz skupine KŠM Banda. Vabljeni, vse posod je vstop prost, predvsem zato, da praznujemo skupaj. Tako, hvala lepa, zdaj res končujem in želim vam še lep večer naprej.